ob koncu tako rekoč rednega dela naše okrogle mize vsem trem zastavil vprašanje, ki ravno tako spremlja zadnji 2 desetletji slovenske družbe, zgodovine in ki je tudi v tem poročilu z vso resnostjo udarilo na plan. Pokazalo se je namreč, da se marsikateri proces, ki se je zgodil ali se pa ni zgodil, personalizira z enim človekom. In zato je moje vprašanje vam trem. Koga ali kaj vidijo tako njegovi privrženci, ki jih ni malo, pa tudi njegovi nasprotniki, ki jih ravno tako ni malo, v predsedniku vlade Janezu Janši. Ker skoraj ni mogoče, da bi šlo pri vsem, kar se v zadnjih 20 letih dogajalo, samo za njega osebno. Ja, glejte, Janez Janša je simbol. Tako kot dr. Jože Pučnik je eden izmed očetov slovenske države. Osamosvojitev z velikimi zaslugami za to državo. Je hkrati tudi simbol protikomunizma. Tisti, ki pojmujemo komunizem kot zlo, se lahko identificiramo z njegovim bojem proti silam teme. In je hkrati simbol evropske Slovenije, usmerjenosti Slovenije stran od Balkana, stran od Jugoslavije, stran od nekih kulturnih vzorcev, ki smo jih 70 letih bili navajeni, nazaj v nedrja Srednje Evrope, kamor Slovenija spada. Slovenija je kulturno evropska država. In predsednik vlade je v nekem smislu simbol tudi evropske Slovenije. Po drugi strani pa seveda je življenjski nasprotnik oziroma nemesis tistih sil v državi, ki ne želijo sprememb, ki jim ta tiranija statusa quo ustreza in v njem pravzaprav vidijo demona. Nekako je Slovenija razdeljena v manihejskem smislu, se pravi dobrega in zla, in odvisno iz katere opcije politična človek obstaja, je primer Janez Janša lakmusov papir identifikacije. Dejstvo je, da obstajajo skupni imenovalci. Od orožarske afere, afere Depalavas, afere Patria in afere KPK, se pravi Komisije za preprečevanje korupcije. Skupni imenovalec je tisto, kar je pred več kot desetletjem izrekel nekdanji predsednik države Milan Kučan. Diskreditacija in potem likvidacija. Če pogledate samo dve nedavni aferi, afero Patria in afero KPK, kaj je skupni imenovalec? Zloraba institucij pravne države za politično obračunavanje. Tisti, ki poznate pravo, ste se morda spraševali, zakaj gospa državna tožilka Hrastarjeva ni vložila obtožnice. Namreč, vkolikor obstajajo sumi kaznivih dejanj
nekaj milijonskega oškodovanja, bi po mojem to bilo edino upravičeno, da bi vložila obtožnico. Vendar, kolikor bi vložila obtožnico, bi bila podvržena tako imenovani materialni kontroli. Se pravi, da bi sodišče preverjajo, ali obstajajo materialni dokazi za očitano kaznivo dejanje. Ne. Obtožnica je seveda avtonomni akt tožilstva in zato se je v njem znašlo obtožbe vredne Belorusije, se pravi na neznanem kraju, v neznanem času, od neznanega osebe prejeti obljubo podkupnine. In v zagatnjenem položaju je njen naslednik gospod Ferlinc nedavno prekvalificiral ta obtožni predlog na neznan komunikacijski način. Se pravi, je bila to namen tožilstva uprizarjanje sodne farse, ki traja 3 leta, ki seveda na koncu dneva ne bo imela pravnih posledic, ima pa takojšnje politične posledice. Sam trdim, da je poraz SDS-a leta 2008 v dobršni meri, poleg Virantove plačne reforme, pripisljiv ravno tej aferi Patria. In sedaj, če preidemo v 10 dni nazaj, imamo popolnoma isti vzorec, kjer bi neka verodostojna institucija vendarle morala zagotoviti minimalne standarde in ta minimalni standard je, da spoštuje svoj lastni poslovnik in svoj lastni zakon, zakon o integriteti in preprečevanju korupcije in omogoči obdolženim 7-dnevni rok odgovora. Temu ni bilo tako. Zakaj ne? Zaradi tega, ker tisti, ki ste si ogledali poročilo, mi boste morali pritrditi, da v 2 od 3 obtožb in 2 od teh 3 obtožb pa pravzaprav so tisto substantivno, kar meče luč na integriteto in sumi predsednika vlade na korupcijo, ne temelji na dejstvih. Naj samo za konec, da ne bom govoril abstraktno, samo eklatanten primer ekonomskih zdrsov, pa je to eufemizem za pravzaprav ne za slaboumnost, ampak sam trdim, da je v ozadju namen defamacije, potikanja, samo primer okoriščanja za 100.000 evrov pri prodaji 15.437 kvadratnih metrov velikega zemljišča. Komisija za preprečevanje korupcije trdi, da je takšno zemljišče sredi Triglavskega narodnega parka vredno na intervalu med 0,78 in 1,16 evra za kvadratni meter, pri čemer ta parcela vsebuje 3 stavbne parcele. Se pravi, da gre za tehtano ceno stavbnega in kmetijskega zemljišča in gospod predsednik komisije ni uspel pojasniti, kje v državi lahko dobite deprivilegiran gost za takšno ceno. Skratka, gre za napako faktorja najmanj 10, upoštevajoč specifiko mikrolokacije, pa samo ocenjujem 13. In kako to pojasniti? Lahko se
zanesete, dobrohotno rečete, da gre za napako, za ekonomski zdrs, za dejstvo, da sestavlja komisijo en novinar in 2 pravnika. Ampak oprostite, napaka faktorja 10 implicira zli namen. In ta zli namen je diskreditacija, ki naj na koncu dneva vodi v likvidacijo. In ta likvidacija se dogaja v teh dneh.